Lep pozdrav vsem na Brdu pri Kranju. Dobrodošli na novinarski konferenci s selektorjem Matjažem Kekom pred pripravljalnima tekmama v junijskem delu proti Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. Pred vami je seznam igralcev. Selektorja bom prosil za en prvi komentar. Dober dan, še enkrat pozdrav. Nekje uvod v tisto, kar nas čaka jeseni v kvalifikacijah, sta dve te pripravljalni tekmi, potem ko smo marca dosegli svoj cilj in ostali v skupini B Lige narodov. Termin ta junijski vedno ponuja pač konec sezone na eni strani, na drugi strani različni konci državnih prvenstev, ampak to so igralci, ki v tem momentu smatram, da spadajo v kader A reprezentance v dveh tekmah, kjer na eni strani Luksemburg, zelo podcenjena ekipa, ne nazadnje so premagali tudi v zadnjem terminu Švedsko, našega konkurenta v kvalifikacijah, in pa potem tak vroč dvoboj z Bosno in Hercegovino v Celju. Mislim, da pravšnja testa za preveriti moment, v katerem smo pač z pogledom seveda na začetek septembrskih kvalifikacij. To je z moje strani to, kar izvolite. Gremo kar na vaše vprašanje. Samo sekundo, da prinesem mikrofon. Jožko, izvoli. Dober dan, gospod selektor. Lahko malo komentirate spisek igralcev, zakaj so nekateri gor, pa zakaj nekaterih ni, Šporar in Vipotnik? Nekaj možnosti seveda ti da pripravljena tekma, tudi mogoče, da nekaj poskusiš nekaj novega oziroma nekaj, kar lahko razširi kader. Rekel sem pa že, da je konec prvenstev takšen, ko pri nekaterih igralcih se pojavijo določeni problemi. Eden izmed teh problemov je Andraž Šporar, ki sicer za Alanyaspor igra, ampak jasno je, da bo potrebno nekaj narediti z njegovim kolenom in nekje smo se dogovorili, na kakšen način bo poskušal se takoj po koncu prvenstva rešiti problem, ki ga ima v koleno. To je ta cista, ki ga je že dolgo časa muči, in vse zaenkrat je dogovorjen konzervativni poskus reševanja tega problema in potem bomo pa dalje videli, če bo to prijelo. Drugo ni Balkovca po dolgem času, na tem položaju bom poskusil Kariča, ki je tudi leva noga, ki lahko igra štoperja in na levem boku. In ne vem, kaj vas še zanima. Prosim? Vipotnik. Vipotnik je seveda tukaj, jaz sem rekel že pred nekaj časa, da je v tem primeru spiska A reprezentance prednost tekmovalni del reprezentance U21 in Evropsko prvenstvo. Žan je zelo zgodaj že končal v Angliji prvenstvo in smatram, da po eni strani, če je vse skupaj tako, kot smo rekli, da dobijo pač prednost tisti igralci, ki bodo dalj časa v tekmovalnem ritmu, ki so v nekem ritmu treninga. On z individualnim treningom po enem mesecu, več kot enem mesecu, bilo vprašanje, kako bi izgledal, in moja odločitev je, da pač v tem momentu dobijo prednost igralci, ki so v nekem trenažnem procesu in v dogovoru tudi z Žanom. Vomberger se vrača reprezentance. Kot vidite, imamo kar nekaj problemov z špicami, oziroma smo v zadnjih dveh tekmah igrali mogoče na nek drug način za eno klasično špico. Mislim, da je njegova forma v argentinskem prvenstvu na takem nivoju, da si zasluži vpoklic ob Šeško in Kramerju, ob odsotnosti in Vipotnika in Šporarja. Tudi bomo videli, kakšna je situacija z Stojanovićem, ki ima probleme zdravstvene. Z Biolom sem se malo prej pogovarjal, naj bi šlo to v pravo smer v njegova rehabilitacija, ker ni igral zadnjo tekmo v Udineseja. Tudi Mlakar je samo na listi, za tisti drugi listi, ko čakajo, ker sanirana je poškodba, ampak ni kaj dosti bil v minutaži. Pravim termin, ki ti omogoča, da nekaj. So pa seveda nekateri igralci,
ki ob Vombergerju, mislim, da so kar si zaslužili, da vidimo, v kakšnem stanju so, koliko lahko pomagajo v, kot sem rekel, pripravi za jesenski termine. Še vprašanje okoli pomočnika, okoli Cesarja. Ste najdli še tega člana strokovnega štaba novega ali še niste? Neka ideja je tudi bila do zdaj tista ideja, ki sem jaz imel. Trener še ni bil na voljo, ker je imel klubske obveznosti. Jaz sem tudi v enem intervjuju povedal, da sem izredno zadovoljen, kako je strokovni štab v marčevskem terminu, ko smo imeli več časa, da se pripravimo, na to reagiral na odsotnost oziroma na odhod Cesija. Boštjan je postavil zelo visoko letvico, kar se tiče člana strokovnega štaba in videli bomo, ali bo tu zdaj, ali bomo že priključili takoj zdaj v tem junijskem terminu, ali bomo sploh priključili koga. Stvar je tudi neke percepcije gledanja na zahteve. Nekateri trenerji, selektori imajo radi več ljudi okoli sebe. Meni je pa ta slovaški termin oziroma termin v marcu potrdil, da to, kar zdaj imamo v strokovnem štabu, ko prevzame vsak svojo odgovornost, ko pokaže vsak svojo kvaliteto na področju, na katerem je, da lahko osvajamo. Hvala, naslednje vprašanje. Dober dan, gospod selektor, Žan Libnik, ekipa. Rekli ste, prednost pred prijateljskimi tekmami reprezentance ima tekmovalni del Evropskega prvenstva za mlade. O tem smo se pogovarjali že marca. Kakšen je bil vaš dogovor glede tega z Benjaminom Šeškom? Ja, tako kot s vsemi ostalimi. Tu ali zdaj klub pusti ali ne, tu je tudi Nejc Gradišar, naprimer, ki bi bil zanimiv, pa Sešlar, pa Zelkovič. Zdaj nekatere obveznosti posameznih igralcev se tepejo tudi z obveznosti v klubu. Leipzig je trenutno mislim, gre na turnejo ali že na turnejo v Brazilijo sponzorsko, potem Al Ahly potuje že zelo zgodaj v Ameriko. In na koncu koncev je Beni Šeško zelo hitro javno povedal, kako gleda na vse to skupaj in to vzamem takšno, kot je. Pravim pa, da gre za primer do primera in ne za neko posploševanje. Jasno pa je seveda, da zdaj bo zopet tudi, kar se Benja Šeška tiče, začelo polnice za naslovi kam, kdaj in kako. Lani to najboljše ni vse skupaj izpadlo, ampak vse to so problemi, ki jih ob obveznostih do reprezentance morajo igralci reševati tudi individualno. Jaka. Lepo zdrav, gospod selektor. Glede Jana Oblaka, vemo, da ga čaka tudi nastop na svetovnem klubskem prvenstvu, ki bo relativno hitro po tem reprezentančnem ciklusu. Malce smo se potem spraševali, ali bo kapetan zraven ali ne. Tu je na seznamu, kakšna je njegova situacija. Očitno je res še enkrat dokazal, kako zelo si želi biti v reprezentanci, glede na to, da sezona zanj sploh še ni končana. Ja, najprej čestitke Janu Oblaku za nov mejnik, kar se tiče igranja v španski ligi, v La Ligi. Drugo je, da je uraden FIFA termin med 2. in 10. junijem. In tukaj tudi potem morajo klubi prilagajati obveznosti določenih igralcev za svetovno klubsko prvenstvo. Jasno je, da je to velik projekt, da je to tudi finančno zelo podprt projekt, ampak Jan Oblak prihaja 2. na trening reprezentance, prej ima neke obveznosti oziroma del časa v Beogradu na terapijah zaradi določenih manjših poškodb in to je dogovor trenutno med kapetanom reprezentance in pa med selektorjem. Mogoče samo še tole, nisem najbolje razumel. Dejali ste, da pri Vipotniku, da ima prednost tudi tekmovalni del U21. Vem, da niste vi sicer zdaj odgovor za vprašanje, kar se mlade reprezentance tiče, ampak ali ostaja zdaj kandidat za mlado reprezentanco, ko ga tu ni zraven? Jaz lahko govorim samo za reprezentanco in meni je tukaj pri Vipotniku
motilo predvsem to, da je že tretjega končal za prvenstvom in da ni v teko enostavno po enem mesecu. Mislim, da so drugi igralci v tem momentu primernejši. Zdaj ali se bojo oni odločili v reprezentanci v dogovoru z Vipotnikom, da ga vseeno začnejo pripravljati, da ne, to boste morali vprašati selektorja U21. Je pa jasno, da smo tu tesno sodelovali in da iščemo vedno interes nogometa, slovenskega nogometa. To se zdaj rado poudarja tudi v drugih pogovorih, koliko je pomembnost slovenskega nogometa, pa mislim, da smo mi to že dokazali, da je na prvem mestu potreba in pa želja slovenskega reprezentančnega in pa klubskega nogometa. Hvala, še kakšno vprašanje? Pozdravljen, gospod selektor. Tekma z Bosno in Hercegovino bo v Celju. Je zaradi tega razloga tudi malce več Celjanov na seznamu ali so vas tako ali drugače impresionirali in kakšen je vaš pogled? So še kakšni drugi kandidati iz prve lige, ki bi jih želeli vrstiti, a dejansko ni šlo zaradi gostote kvalitete preostalih? Zdaj, tu moram zdaj paziti, kaj bom odgovoril, zaradi tega, ker hitro se lahko speljem. Mislim, da se Žmiro že kar nekaj časa poznava, ne? In da če bi na mene vplivalo na to, kdaj bi oziroma kje igramo in kdo bo zaradi tega vpoklican, bi včasih moglo biti v Stožicah 7 iz Olimpije, pred leti v Mariboru 12 iz Maribora, zdaj bi mogel še mogoče koga drugega iz strokovnega štaba Celja poklicati, pa karkoli. Dejstvo je, da jaz še vedno zagovarjam, da slovenska reprezentanca ni potrebe vedno, da igra samo v Stožicah. Seveda, da igra tam, kjer za to obstajajo pogoji in kjer se pač na koncu koncev lahko nogometna zveza dogovori za tekmo. Jaz sem na koncu osebno vesel povratka v Celje. Celje je bilo v jesenskem delu eno od glavnih nogometnih dogajanj v Sloveniji z dobrimi evropskimi tekmami celjskega kluba, malo manj v državnem prvenstvu, ampak to ni moj problem, to je moj problem mogoče za koga drugega, pa vam bo to obširno in pa kar na dolgo opisal vse skupaj. Na drugi strani pa je tudi celjski stadion za svojo kvaliteto, veličino primeren, da igra reprezentanca. Isto smatram, da bi lahko igrali tudi v Ljudskem vrtu. Tisti, ki so odgovorni za to, so se odločili za Celje. Bodite pa prepričani, da res mesto, kjer igramo, ne vpliva na to, kdo je na spisku. Si pa ti igralci in pa še nekateri, ki so dobili predpoziv, mislim, da absolutno zaslužijo, da so tu vzgore. Rekel sem, da smo v primeru Svita Sešljarja dali prednost v 21 reprezentanci, kar je eden izmed nosilcev. Tako da to je samo, mislim, da tisto realno stanje. Tudi dejstvo je, da jih Celje ima največ slovenskih igralcev, da tudi po pasuših že imajo večjo možnost, da igrajo. Še kakšno vprašanje? Še ste eno selektor. Vaš komentar slovenske lige razpleta je pravičen, je pravilen ali je kakšno presenečenje? Ja, meni zdaj v zadnjih dnevih, ker Hrvati oblegajo, hrvatski mediji oblegajo, da komentiram, kar jaz sem tudi njim povedal, pa povem vam, če si po 36 kolih prvi, potem mislim, da si to popolnoma zasluženo. Ker to je maraton, ligaški maraton, ki zahteva seveda, da so te oscilacije čim manjše, da zbiraš te točke, število točk in pa način, kako je Olimpija osvojila naslov državnih prvakov, mislim, da je popolnoma zaslužen in jaz sem takoj po tekmi tudi v svojem osebnem imenu vsem čestital. Kar se tiče pokala, mislim, da je zmagala ekipa, ki si je v finalu to absolutno zaslužila, da so Celjani v teh tekmah, ki niso bile v nekem zaporedju, 3-dnevnem zaporedju oziroma v ligaškem tekmovanju pokazali največ in da je tudi pokal šel v prave roke. Mislim pa tudi, da so ekipe od zadaj, ki nas bodo predstavljale v Evropi,
tu na zasluženih mestih. Mogoče sem edino osebno pričakoval, da bo Bravo dalj časa konkuriral za evropsko vozovnico, predvsem pa bi si želel, da vsi klubi dostojno zastopajo slovenski nogomet na evropski sceni. Kaj to pomeni lahko za Slovenijo, pa smo videli zdaj. Mislim, da je to leto, ki je bilo po tistih uspehih Maribora v Ligi prvakov pa v Euroligi dovolj zgovoren dokaz, koliko je pomembnost tudi uspešnega igranja v evropskih tekmovanjih. Ne samo zaradi koeficienta, tudi zaradi vsega drugega. Enostavno smo bili zopet na nogometni karti, ne samo zaradi reprezentance na evropskem prvenstvu, ampak tudi zaradi kluba, ki ni samo nastopal, ki je tekmoval in ki je na svoj način dokazal, kako kvalitetno se lahko igra nogomet v Sloveniji. Hvala lepa, še eno vprašanje, Jaka. Gospod selektor, če ste pri volji odgovoriti še na tole vprašanje, verjamem, da vam nismo vsi novinari tule zbrani všeč, ampak nikogar niste vrgli ven z vaše novinarske konference, kar se je nedavno sicer zgodilo, bili ste tudi na tekmi finala pokala, pa vendarle kot šef slovenske nogometne stroke, nek vaš pogled. To je Bojan Prašnikar. No, tako se opravičujem, šef slovenske nogometne stroke Bojan Prašnikar. Lepo pa vrsti. Ampak ste pa šef slovenske nogometne reprezentance in nek vaš pogled na to, kar se je mogoče dogajalo potem po pokalnem finalu in nažalost smo se potem tudi mi mogoče več ukvarjali s tem, kot bi se morali z nogometom, kar se pa nogometa tiče, pa tudi na vašem seznamu. Mislim, da dokaz tistega, kar smo videli v finalu pokala, kar se tiče tudi Celjanov, ki so na seznamu. Ja, sestavni del našega poklica so tudi medijski pritiski ali pa pritiski včasih navijačev ali pa karkoli. In dejstvo je, da v tistem momentu, ko se odločiš za ta poklic, moraš biti tudi pripravljen, da te nekdo slika, ko hodiš po igrišču, pa kljub temu, da ni bil termin ravno že takrat, da se zgodi karkoli, da napiše kdo, kar mogoče ni ravno všečno ali pa kaj. In sestavni del našega poklica sestavljajo zmage in porazi. Jaz sem že dolgo v tem poslu in moram priznati, da sem marsikdaj reagiral na zelo čuden način, potem ko seveda prije do odmika. Vsak od nas je tudi sam odgovoren za to, kar pove, kar komentira in kako se obnaša oziroma kako reagira. Jaz sigurno nisem najbolj srečen na tisti moment, ko sem krenil na Orsata in potem, kar se je zgodilo. Ampak to je moja odgovornost in zato jaz odgovarjam sam osebno. Mi je pa dejansko malo žal, da se je premalo govorilo o res nevšečni predstavi, o kvalitetni predstavi v finalu Lige prvakov, pa kljub temu, da sta bila tam dva tekmica. Da je bil en sicer dominanten, ne pomeni, da tudi drugi niso imeli svojega vpliva in svojih zaslug, da se je odigral izredno kvaliteten finale. Jasno je, da vse to skupaj spremlja dosti mladih ljudi in da so neprimerno obnašanje seveda težko, da spada na igrišče in težko, da lahko se strinjaš, tudi težko, da akceptiraš nekje nek pritisk oziroma moment, v katerem si. Meni pa je tudi zelo ok, da se nekdo zaveda, če naredi nekaj narobe, da se za to opraviči na način, kot spada in potem je tu meni zadeva končana. Je večji problem, če se bi to ponavljalo oziroma če se to ponavlja, ampak še enkrat pravim, nočem soditi o nekom, katerega trening ne poznam, katerega način dela ne poznam, tako oddaleč je najlažje se delati pametnega, tudi v mojem primeru, jaz dostikrat to vidim, pa me nekaj zmoti ali karkoli, ampak naša odgovornost trenerjev, selektorjev je ta, da se s tem soočimo, seveda na ta način, da tudi pokažeš nekomu in da nekoga mlajšega ali pa novega na poti usmeriš na pravilen način. To sigurno se zavedajo vsi in jaz sem prepričan vse, če to priznajo ali ne, da to ne spada na igrišče, da je bilo izrečeno opravičilo in da dejansko se strinjam z vami, da je škoda, da se ni več govorilo, več analiziralo o res kvalitetnem finalu slovenskega
pokala, kjer je bila ena ekipa sicer dominantna, ampak gledljiv finale, ki je bil dostojen res finala nekega pokala oziroma neke trofeje v slovenskem nogometu. Seveda so pa to teme, o katerih se danes včasih se je to mogoče dalo malo zamaskirati, to so teme, o katerih se treba pogovarjati in to so teme na koncu koncev, ki tudi nas ločujejo od ali takšnega ali pa drugačnega. Ne? In poklic trenerja, selektorja se ne dotika vedno samo tega magičnega pravokotnika izza belih črt, ampak tudi komunikacije, medijskih obveznosti in vsega tega. Tako da škoda, da v nekem momentu potem ni nogomet bil tisti, ki je bil glavni na enem dogodku. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Sicer pa hvala lepa vsem za prihod in pa se vidimo v naslednjem tednu. Hvala.